Spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo VV Faktor. In kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj. Pa ni vseeno, kdo kaj reče. Maja Makovec Brenčič, ministrica za šolstvo in nesojena predsednica države, se poteguje za dobro plačano službo v tujini. Mika je v funkcijo pomočnice generalne direktorice UNESCO za področje izobraževanja v Parizu. Gre za tako imenovano kadrovsko kvoto slovenske vlade. Maja Makovec Brenčič pa je sama sebe uvrstila na vrh seznama najbolj primernih. Seznama, ki ga je pripravilo njeno šolsko ministrico. Maja Makovec Brenčič tako še hujša kot Alenka Bratušek. Če je Bratuškova kot predsednica vlade sama sebe predlaga za politično funkcijo evropske komisarke, zdaj ministrica Maja Makovec Brenčič sama sebe kot najbolj primerno predlaga za strokovno funkcijo v Parizu. Mi pa bomo za danes za vas komentirali skrivnostni primer uboja Janka Jamnika, pokojnega direktorja Kemijskega inštituta v Ljubljani in sojenje domnevnemu morilcu Milku Noviču. Na koncu oddaje pa si malce bolj podrobno pogledali Porscheja za 780 000 evrov, ki ga ima v lasti Rado Antolovič, predsednik nadzornega sveta Luke Koper. In pozor, ta lastnik Porscheja je slovensko državo tožil pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, ker ga je država rubila za neplačano preživnino. Z menoj sta naš stalni komentator Tino Mamić, novinar tednika Reporter Nenad Gliks, v drugem delu oddaje pa se nam bo pridružila še novinarka revije Demokracija Petra Janša. Oba, Nenad in Petra, sta odlična poznavalca primera Novič, o tem sta napisala tudi številne članke, zato bo današnja debata še kako zanimiva. Tino Bernat, lepo pozdravljena. Dobro večer. Dobro večer. Janko Jamnik je v torek zvečer, 16. decembra 2014, izstopil iz avtomobila in se napotil proti restavraciji Via Bona na Viču, kjer naj bi skupaj s kolegi iz službe užival na prednovoletni večerji. Toda neznanec ga je dvakrat ustrelil v glavo. Močno poškodovanega so odpeljali v klinični center, kjer je kmalu preminil. Vse skupaj je spominjalo na klasično mafijsko ali kakšno drugo likvidacijo. Policija pa je čez nekaj dni aretirala Milka Noviča, nekdanjega uslužbenca Kemijskega inštituta, in začel se je razvpiti primer Novič. Milko Novič namreč vse skozi zatrjuje, da je nedolžen. Toda ljubljanska sodnica Špela Koleta ga je obsodila na 25 let zaporne kazni. In ravno jutri bi moralo o pritožbi Noviča in njegovega zagovornika Jožeta Hribernika odločati višje sodišče, vendar so odločanje tik pred zdajci prestavili na 20. december. Del slovenske javnosti je zaradi spornega sojenja Noviču že dlje časa na nogah, kar se vidi tudi po spletnih omrežjih. Poleg tega so pred nekaj dnevi v javnost prodele alarmantne informacije, da je ljubljanska policija že pred časom aretirala še enega uslužbenca Kemijskega inštituta, slovenski javnosti sicer neznanega libanonskega migranta Mišela Stefana, ki naj bi naročil uboj Janeza Plavca, enega od direktorjev Kemijskega inštituta, in za uboj po naročilu plačal 25 000 evrov. Zdaj, preden gremo v debato, predlagam, da pogledamo kratek posnetek intervjuja z Milkom Novičem. To je bilo na dan, mislim, da aprila letos, predno je bil obsojen na 20 let zaporne kazni. No, skratka, na koncu se moji odvetniki so nekje zaključili svoje izvajanja z zahtevo po oprostilni sodbi. Nekje v tej smeri sem tudi sam podal nekako končno izjavo, da pravzaprav navedbe, ki jih je podala tožilka, nekako bodisi so na meji resničnega, oziroma bolje rečeno na nek način prirejeni za to, da bi se izkazala moja narava delovanja in s tem povezana maščevalnost in pa tudi nekako ta sklep o ko bi rekel, brutalnem, zahrbtnem, ne vem kakšnem umoru gospoda Jamnika, s čimer pa seveda jaz se absolutno ne strinjam, saj je moj alibi trden, trden do 7:33. Od takrat naprej pa jaz nikakor nisem mogel priti niti nekako biti zraven tega, kar se je dogajalo pred lokalom Via Bona. Tako da seveda zahteva tožilke po 30-letnem zaporu me ni vrgla iz tira, me sicer ni presenetila in me tudi ni iztirila, tako da sem nekako to sprejel kot pač njeno pravico do zahteve nečesa, kar ona ocenjuje, da je realno sprejemljivo. In pa zdaj, kar se pa tiče jutri naj bi bila izrečena sodba. Zadeva Jamnik oziroma Novič, kakor to imenujemo, je zdaj pripeljana v situacijo, ko je možna rešitev ena ali nič. Se pravi, ali obsodba ali oprostilna sodba, ker namreč umestnih rešitev tukaj ni.
No, seveda, zgledano, vse povedano in vse, bom rekel, interpretirano z naše strani tekom aresta in do danes, seveda pričakujem oprostilno sodbo, vendar presenečenja so vedno možna in tudi na eventualna presenečenja bomo pač odreagirali tako, kot smo do sedaj. Uporabili bomo vsa pravna sredstva, če bo treba tudi nove izvedence, da dokažemo to, kar je že splošno znano. Se pravi, dejstvo, da mene tam tudi slučajno ni bilo tistega dne. No, to je bil Milko Novič, ki je zase upal, da bo seveda oproščen. Zgodilo se je ravno obratno, naslednji dan po tem intervjuju je bil obsojen. Zdaj, če začnemo debato, Nenad, Tino, ti imaš neke informacije, ne? Danes si tudi napovedal že na Twitterju, ko si se verjetno pripravil na to oddajo, kaj se pravzaprav dogaja v ozadju Kemijskega inštituta. Zakaj se pravzaprav dogajajo zdaj te scene? Najprej uboj direktorja, potem naročen uboj enega od direktorjev, mislim, predvsem nenavadne stvari za inštitut, Kemijski inštitut v prestolnici Slovenije, ne? Ja, moji viri pravijo, da se vse skupaj začelo precej prej in precej na drugačen način. Namreč... Se pa čujem, Tino, začelo kaj? V bistvu ta afera. In s to aretacijo tega libanonskega specialca oziroma kasneje doktorja kemije, se je vse za javnost tudi malce razpletlo, tako da nam je lahko veliko bolj jasno. Najprej moramo vedeti to, kemijski inštituti v bivši Jugoslaviji so vedno pomagali UDBI, da je tam nabavljala material, tako imenovani beton, s katerim je razpečevala drogo, oziroma mešala heroin in še raje kokain, tako da je pridobila bistveno večje količine in na ta način zaslužila. Tukaj gre za astronomske številke in UDBA se je začela z preprodajo droge ukvarjati že leta 1945 in se ukvarja dejansko še danes. Ta para-UDBA ali globoka država se še danes financira z preprodajo droge. O tem govori precej prič, tudi Petra Janša je precej napisala na to temo, tako da bo verjetno kasneje... To se je povedala kasneje v drugem delu daje, predvidevam, ja. Skratka, Novič je v zaporu in obsojen zaradi nekih indicov, zaradi nekih pokazateljev, ki dejansko niso dokazi. In to naj bi bil v sporu z vodstvom, kar dejansko ne drži. V sporu z vodstvom, z Petrom Venturinijem, je bil Mišel Stefan, ne pa Novič. Kdo je Peter Venturini, če lahko pojasniš to za javnost? Ko je Novič prišel v spor z vodstvom inštituta, na čelu tega inštituta ni bil Jamnik, ampak je bil Venturini. Ko je pa bil Jamnik na čelu, je pa v spor z njim prišel... Venturini je predhodnik Jamnika na direktorskem mestu. No, njegov naslednik, Jamnik, z njim je pa prišel v spor Mišel Stefan, torej ta sedanji pripornik. Torej, če gledamo na indice, na motiv umora, je on veliko bolj motiviran za to, da svojega človeka, ki ga je spravil proč, da bi naročil umor oziroma ga umoril. Tako da tu je zelo jasno. Potem moramo tudi vedeti, da ta Libanonec ima alibi od njegovega dekleta, ali kako naj rečem, pač od ženske, s katero spi. Hkrati pa ni šel na test, ki ga je prestal Novič, ko so iskali sledove smodnika. Tako da tu je stvar, ki zelo smrdi. Ne vemo sicer, kaj se je točno zgodilo, ampak vsekakor Noviču tega niso dokazali. Zdaj, prej, ko si omenil, govoril si v betonu. Samo če končam to zgodbo s tem Mišelom Stefanom. Zgodba se je potem aprila letos zakomplicirala, ko sta prišla Mišel Stefan in sodelavka inštituta Barbara Mohor na Kemijski inštitut, misleč, da bosta lahko šla noter, ampak ju je vratar pospremil ven, oziroma je tega Libanonca, odpuščenega, pospremil ven. In očitno je ta Libanonec
torej se razjezil zaradi tega, ker je mislil, da bo spet prišel delati na Kemijski inštitut in je potem vse skupaj je prišlo potem do tega, da je on, kot kaže oziroma kot sodišče domneva, naročil oziroma organiziral umor, ki se potem ni zgodil. Umor tega novega šefa oddelka Plavca, ne? Nenad, da to še nekako dopolnim. Zdaj, Tino, prej si omenil beton, ne? Zdaj, koliko sem bil jaz poučen, ne? Je mešanje betona, je v slengovskem jeziku pomeni rečenje kokaina, ne? Da drži. In nekaj takega naj bi se pač, zdaj tako ulica govori, dogajalo v tem Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Ampak to me zanima, Nenad, ti si pač veliko pisal o primeru Novič, ne? Mogoče si tako drugače spremljal Kemijski inštitut, ampak a si ti tudi, bom rekel, ti tudi po tvojih informacijah, revijah, karkoli, zaznavaš takšne stvari, v katerih recimo zdaj pripoveduje Tino, ki naj bi se pač pletle v ozadju vseh teh zgodb na Kemijskem inštitutu? Ja, jaz vsekakor zaznavam, da tukaj ni šlo, ne kažejo indici za to, da bi šlo za nek umor iz maščevalnosti, iz maščevanja, iz brezobzirnega maščevanja, ker je pač Janko Jamnik bil tisti zadnji v verigi, ki je potem podpisal razrešitev oziroma odpust Milka Noviča z Kemijskega inštituta, ker kažejo znaki v bistvu, da je šlo za organiziran umor. Na to kaže, kako je bil izvršen umor, kako tudi posnetki kažejo, da so se tam okoli te restauracije v tistem času se je gibalo več oseb, tudi določen kolesar je bil tam, pešec, avto je pripeljal, pri čemer je res neverjetno recimo ta razlaga tožilstva in zdaj sodba sodišča, češ da je Novič iz svojega doma skoraj 2 kilometra stran točno vedel, kdaj bo prišel gospod Jamnik v restauracijo, tedaj na zabavo, ki je pa zamujal 40 minut. Kako bi mogel Novič vedeti točno, katero minuto bo prišel gospod Jamnik in ravno tisti trenutek prikolesariti do restauracije, prihiteti, se skriti med avtomobile in potem na profesionalen način z 2 streloma v glavo umoriti gospoda Jamnika. To enostavno se ne zdi verjetno. Ampak, a so te stvari, v katerih je prej govoril Tino, so bile te stvari kaj predmet zdaj tega sodnega postopka? Ne, tega sodnega postopka mislim, da ne. To niti ni bilo znano v tem sodnem postopku, je pa seveda gospod Mišel Stefan je pa bil med osumljenci že pred 3 leti, policija pač ga je registrirala kot enega od osumljencev za umor, potem se je pa zgodila neverjetna zadeva, ki se mora še razjasniti in sicer tako kot Novič in drugi je bil tudi Stefan pozvan naj pride na odvzem sledov. Torej, te sledi, ki nastanejo ob streljanju, tako imenovano gunshot residue, bi morali oni pregledati. In to je, gospod Stefan je to zavrnil. Tako da ni jasno, kako je to mogoče, da policija, ki nekoga sumi, ga povabi na odvzem sledov in potem osumljenec to zavrne in oni rečejo, ja, v redu, potem pa pač te ne bomo pregledali. To vprašanje je tudi, zakaj tožilka ni vztrajala pri tem. Zdaj, tukaj je tožilka Blanka Žgajner, recimo temu, ena od najbolj znanih slovenskih tožilk. Zdaj, vse skupaj se prečujem za mehen prehlad, ampak vse skupaj temelji za neko, kako bi rekel, sodno, policijsko, mafijsko zaroto. A tudi tožilstvo, po vajnem mnenju, sodeluje v tej zgodbi? Ja, tukaj, kar se tiče tožilstva, je treba povedati, prvo, zakaj je tukaj sploh vključeno specializirano državno tožilstvo, zakaj je vključen Nacionalni preiskovalni urad. Ker ta 2 organa načeloma preiskujeta organiziran kriminal. Torej, če so oni mislili, da je tukaj Novič pač tisti storilec, ki naj bi storil umor iz maščevanja, gre tukaj čisto za eno posamično dejanje neke osebe, ki naj bi bila prizadeta od druge osebe in to nima zveze z organiziranim kriminalom. Je pa res, da kažejo pa stvari, da v bistvu je šlo za organizirani kriminal, tako kažejo te znaki in ni jasno, potem takem bi bilo upravičeno, da to dela specializirano državno tožilstvo, samo potem ne v smeri Noviča, ker oni so pristojni za druge stvari.
Tino, par sekund, če imamo do konca, do začetka oglasnega bloka, imaš ti za kaj dodati, predno se poslušaš? V globoki državi, če uporabim izraz Boštjana Zupančiča, je pravosodje del te globoke države, ker je veliko ljudi na pomembnih položajih, prihaja tudi iz prejšnjega režima ali so otroci tistih, ki so prej imeli določene funkcije in zato je vse povezano. Pravosodje je del te globoke države, brez katere vlada ne bi mogla delati svojega dela tako kot ga. Brez pravosodja, ki je tako kot je, ne bi mogli še naprej švercati z drogo. Razumete, če naša država je povezana z švercom z drogo, pa ne gre, no. Tino, zdaj smo proti koncu. Gremo na oglasni blok, jaz se ti zahvaljujem za udeležbo danes, še pa čujem tudi gledalcem, malo me je zmanjkalo glasu in se vrnemo k oddaji takoj po oglasih.